je to? Tole je predoblikovalec za oblikovanje stekla, tudi tole. Tole je najpomembnejše. Kaj je to? Tukaj gor steklo na tak način. Ja, to je steklarska pipa. Na tem delu jo ima steklar, da je lažje vrti in da ni vroča. Potem je cev, ta se segreje in na ta del se prilima steklo. Tole je pa kalup. Vse podobno sem kozarc. Pa še eno stvar imamo. Šablona. To je osnovna oblika, po kateri morajo steklarji narediti izdelek. Zakaj je pa tukaj tako vroče? Tukaj tako vroče, a se vama zdi? Ja. Vroče je pa verjetno zaradi tega, ker steklo se tali skoraj na 1500 stopinj. To, ko pa gledate tule, ko ga steklarji nosijo iz peči, je še pa tam do 1250. Zaradi tega je malo topleje tukaj. Ti boš tole steklarsko pipo vrtela, malo vrteti. Potem boš vzela tole pipo, jo dala pa pihala. Zdaj, ker nimaš prakse, jaz verjamem, da ne boš napihala kroglice. Ampak... Ali treba puno? Ja, probi, a imaš veliko sape? Ja, to še ne vem. Če boš pa velik, če ti bo pa uspel napihati, bo pa od spredno stal en taki balon. Prav, a se ta balon lahko poče? Jo, lahko poče. Gre. Bravo! Uspelo ti. A je bilo težko? Ja, malo. Malo je pa bilo. Ti pa zdaj vrti pipo, pa pihni. Bolj ratel v meni. Več prakse. Zdaj pa pihni. Spivi. Še bolj. Dajmo. Gre. Dobro. A je bilo težko? Ja. A vidiš, tam doli pa se greva steklo, iz tistega segretega stekla, bo zdaj ta gospod z pinceto, ko smo se že prej pogovarjali o steklarskem orodju, izvlekel pecel, zdaj še bo pa odrezal steklo, zdaj ga je pa razvalil in naredil še podstavek. Ako je enkrat kozarc trd, a pol še lahko ga nazaj damo v tekoče stanje. Zdaj ga bi zdrobili na majhne koščke, ga dali nazaj v steklarsko peč. V steklarski peči je temperatura skoraj 1500 stopinj, pa se raztali in je zopet steklo, ki ga lahko steklar oblikuje. Kaj je pa to? Še narisen, da potem izbruši. Ja, to je ena osnovna mreža, po kateri bo brusilec izbrusil izdelek. Takšnega dobi brusilc. Približno tak gre pa iz njegovih rok. Kolo se venomer hladi z vodo, ona pa lepo počasi pritiska pa brusi. To pač lahko dela kar vsaka, moraš kaj tako posebej znati? Moraš imeti zelo dobre ročne spretnosti, zelo dober vid, občutek v rokah, pa ljubezen do tega dela. Če tega nimaš rada, tega ne boš nikoli naredil. Pa tudi natančen moraš biti. Zelo natančen moraš biti. Kaj se pa zgodi na koncu? Ko je kozarec zbrušen, tako kot je zdaj, ko ga je skončala, gre v kemično poliranje, tam se spolira, da se ta kozarec zopet sveti, po poliranju se opere, ščetka, pregleda, zapakira v škatlo in na polico v trgovino, kjer ga lahko ti ali pa tvoja mamica kupi.